lepo pozdravljeni. Najprej iskrene čestitke ob izidu nove skladbe, Prste stran. Se mi zdi, da pesem govori o nekakšni igri čustev in razuma. Kako vi živite življenje, razumsko ali bolj emocionalno? Jaz bi rekla, da je ena zdrava mera vsega, je tista prava, pa se mi zdi, da je tudi en tak največji izziv v življenju, najdeti jo. Se mi zdi, da če je preveč v eno smer ali pa preveč v drugo smer, da ni fajn, ker se mi zdi, da smo le ljudje in da je fajn in je lepo v bistvu, da smo čustveni, da znamo pokazati svoje čustva. Včasih je pa seveda treba zraven tega vključiti tudi razum. Je pa res, da nova pesem Prste stran govori tudi o tem, da mogoče v življenju veš, da je nekaj na neko pot, kamor greš, da mogoče ni tista prava zadnja, pa da se mogoče ne bo najboljše išlo, ampak te srce še vedno tja vleče, da nekaj preizkušiš in da v bistvu greš pokukati, kaj te tam čaka izza tega. Ja. Nova skladba je zelo energična, lahko bi rekli, da ima nekakšen kubanski vibe. A lahko pričakujemo špansko različico? Mogoče pa kdaj res v prihodnje, v kakšnem posebnem sodelovanju ali pa karkoli drugače. Je tudi pesem nastajala v samem začetku v studiu v španščini, kar je bila ena tako zelo zanimiva stvar, čisto spontano, nenačrtovano. Predvsem zato, ker sem mogla iti v studio in sem si mogla poleg melodije, ki sem jo sestavila oziroma ki smo jo skupaj ustvarjali, izmišljati ene besede in potem mi je mogoče to lažje v enem jeziku, ko ga tisti, ki so z mano takrat ne razumejo. Ker je pač, ko neke besede govoriš in poješ, je to nekaj tako zelo osebnega, nazadnje. Mogoče v španščini v tem primeru lažje. In je dobila ta pesem res eno tako energijo, pravo, tudi navdih sem seveda dobila sama po neki španski pesmi ali pa neki pesmi s tem kubanskim pridihom že leta 2020 v mojem potovanju na Kubo. To je res noro lepo doživeti, videti ljudi, ki plešejo na ulicah, ki igrajo, glasbeniki na ulicah. Se mi zdi, da bi mogel to vsak doživeti. In ogromno enega plesa in energije, nočne snemanja, ki smo jih imeli za sabo, smo to nekako probali prenesti v ta videospot in sem zelo vesela, da je končni izdelek ratal takšen, kakršen je. Ravno to, kar ste zdaj dejali, se vidi v videospotu, ves ples, vsa ta energija. Zdi se, da ste nekako prava plesna mojstrica. Koliko je bilo priprav plesnih? Ja, 3 tedenske priprave so bile na snemanje tega videospota, skupaj seveda z ličnimi profesionalnimi plesalci. Hvala Tim, hvala Naja, hvala seveda Anže in celotna ekipa. Ker v bistvu, ko prideš in obuješ plesne čevlje in ko vidiš te profesionalne plesalce, ki res to delajo že celo življenje, to je ena taka strast, wow, taki gibi in sem vesela, da sem imela to priložnost izkusiti, mogoče odkriti še neke delčke sebe, ki jih do zdaj nisem bila vajena. Seveda sem si predstavljala, da bom v tem spotu plesala, vedela sem, da bo imel takšno idejo tudi režiser Anže, Anže Škrubec, s katerim smo sodelovala že 10 let nazaj na festivalu EMA, zdaj že mislim, da 12 let celo govorim, 10 let pa ni res. In je bilo v bistvu eno veliko veselje ustvarjati ta videospot s pripravami, zelo intenzivno obdobje, ki sem ga zelo vesela. Vidim, da ste veliko srca dali v ta spot, v to pesem. Enako velja za pesem Nina Nina. Je bila pravi poletni hit, hkrati pa mislim, da so jo gledali že skoraj 1,5 milijona vaših sledilcev. Kaj pa napovedujete za novo skladbo? Res sem vesela najprej takega odziva za to pesem Nina Nina Nina. Zaznamovala je res moje letošnje koncertno poletje. Publika je tako lepo sprejela, tudi na vseh radijskih postajah. Izredno sem vesela tega. To je bil tudi navdih in motivacija za naprej, za ustvarjanje novih pesmi. Naj povem, da so tako Nina 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 in pesem Prste stran in še nekatere pesmi, ki jih boste lahko slišali v prihodnje, nastajale v tem času, ko smo bili vsi doma in zaprti in smo lahko res nekako tudi neobremenjeno začeli ustvarjati novo glasbo, začeli ustvarjanje 7. studijskega albuma, ki bo pa izšel na velikem koncertu letos 17. decembra v ljubljanski hali Tivoli. Zdaj končno lahko napovem tudi ta koncert, ki smo ga že prvotno želeli izpeljati tudi leta 2020, ampak takrat nam je načrte prekrižala korona, ampak vse se zgodi v pravem času in mislim, da je pravi čas za ta koncert točno takšen, kakršen je. Torej nas čaka novi koncert v Tivoliju, če se ne motim, pa pospremljali ga boste z novim albumom. Tako je. Nam lahko kaj več poveste o novem albumu?
Ja, novi album bo v bistvu, Ohranja vibe ta. ja, pravzaprav bo v bistvu eno nadaljevanje tega, kar ste lahko slišali skozi pesem Nina Nina, ampak prsta stran je spet drugačna od Nina Nina, tako da v bistvu te kontrasti so tudi nekaj, kar je meni kot glasbenici, kot pevki velik užitek, da mogoče ponudiš skozi pesmi nekaj novega svoji publiki, da sam sebi postaviš nek nov izziv, da se pokažeš ali pa mogoče, da poješ neko pesem v neki drugi luči, v nekem drugem ritmu. Ne? To je v bistvu tudi ves ta čar glasbe in samega ustvarjanja, sebe preizkušati v novih stvareh. Ne? To mi je velik izziv in seveda užitek. Ne? Tako da bo album drugačen že zaradi tega, ker smo se ga tudi na drugačen način lotili, ker sem jaz drugačna, ker sem jaz zrelejša, sigurno je drugače, kot je bilo, ne vem, pred 25 letih ali pa zdaj, verjamem, da bo drugače tudi čez 10 ali pa 5 let. Je pa pesem Tople oči bila prva pesem, ki je nekako napovedala nove pesmi, novo ustvarjanje, tako da poleg pesmi Tople oči, Nina, 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 prsta stran, ki sedaj napoveduje ta album, boste lahko slišali še kar nekaj novih pesmi. Se zelo veselim, da jih slišite in da vam pokažemo, kaj vse smo ustvarjali v zadnjih 2 letih. Vidim, da vam delovne vneme ne bo zmanjkalo, tudi mi se veselimo tega. Za konec čisto malo vas izzovem z vprašanjem, kako bi zaključili stavek prste stran? Prste stran, ker mi jasno je, da bom s tabo opekla se. Nina, najlepša hvala. Jaz vam želim, da greste s tako vnemo naprej, s tako energijo proti novim zmagam. Hvala. Najlepša hvala tudi vam za lep intervju in se vidimo na kakšnem koncertu. Lepo vabljeni. Čau!